pa še o razpisu INA3, ki se dogaja po vsej Sloveniji. Tekmovanje idej, invencij in inovacij je namreč namenjeno vsem, ne glede na starost ali status. Več o tem Silva Volčič in pa Aleksandro Pinterič. Dobro jutro obema. Dobro jutro. Za sam začetek, kot rečeno, ni omejitev, lahko rečemo, pri samem razpisu INA3. Iščete dobre invencije, dobre ideje in dobre inovacije. Pa vendarle, kakšen je namen samega razpisa? Namen razpisa je, da v bistvu lahko kdorkoli, v bistvu od 15. do 105. leta, prijavi zamisel, idejo, inovacijo, rešitev, produkt, storitev, jo vpiše na kratko in pošlje preko spletnega obrazca na www.ina3.eu. Tako, Aleksandra, lani ste bili uspešni s projektom Veliki nemarni škornji. Zakaj dejansko je šlo pri samem projektu? Projekt v bistvu že ima svoje prehojene poti, ustvarjamo ga pri zavodu v bistvu že zadnjih 5 let, ampak ko smo zasledili razpis INA3, se nam je v bistvu posvetilo, da bi bilo zelo zanimivo idejo pokazati še enemu drugemu krogu, recimo gospodarskemu krogu, krogu inovatorjev, da malo pokukajo in da vidijo, kaj in kaj se gre. Drugače pa naša ideja je usmerjena na otroke v vrtcih in osnovnih šolah in ravno tako kot sam INA3 spodbuja tudi naša ideja z velikimi nemarnimi škornji pri otrocih inovativnost, kreativnost, spodbujanje idej skozi zgodbo velikih nemarnih škornjev in je usmerjena tematsko bolj na področje ekologije. Pa smo Slovenci inovativni, kreativni? Smo, ampak včasih potrebujemo malo, da stopimo naprej, rabimo mogoče malo potiska. Drugače pa mislim, da smo zelo kreativni in mislim, da imamo zelo veliko kapitala in znanja. Ščepec poguma nam torej manjka. Ja. Pa vendarle, konec koncev, sam razpis letos ne poteka prvič do sedaj. Kakšne so izkušnje, katera področja so tiste, ki Slovence najbolj ženejo k invencijam, inovacijam, idejam? Kje smo najbolj zagrizeni? Ja, INA3 že poteka 3. leto. Lansko leto recimo je bilo 89 prijav, od tega jih je 15 bilo realiziranih, to se pravi, da so podjetja zaživela, se predstavila, delujejo na trgu. V bistvu pa so zelo različna področja, od tehnologije do v bistvu prototipov, recimo lansko leto je bil tudi en tiskalnik, predstavljen 3D, je en mlad fant predstavil, dobil štipendijo in šel na študij v Ameriko in ga čaka služba, ko prija nazaj, delo. Tako da je zelo različno. Tudi recimo kulinarika, kozmetika. Aleksandra, zakaj se je dobro prijaviti morda na takšen razpis, kot je ta? Kaj je tisto, kar lahko prinese dodano vrednost, če se tako izrazim, ideji, ki se kuha nekje v tebi? V prvi vrsti verjetno to, da narediš korak, da preleviš tisto idejo, zdaj odvisen za kakršnokoli idejo gre, da to idejo preleviš na papir, zapišeš. Sodelovanje na takih razpisih pa bom sama rekla, da je zelo, zelo dobrodošlo. Predvsem, kadar si na poti, da idejo zrealiziraš, da jo spraviš v življenje, kakršnokoli je treba potrkati na marsikatera vrata. In ob tem, da pridobiš različne reference, je to ena velika potrditev zraven, da si na pravi poti in da nekdo tudi vidi vrednost v tem, kar počneš. In v bistvu INA3 da ravno to. In kadar si potem dalje, sigurno je pogled nate, je predstavitev ideje, ko poveš, kaj je že za tabo, kaj si naredil in kdo ti je dal priznanje, je potem pogled nate definitivno malo drugačen. Tako, o razpisu INA3 že čez nekaj minut nadaljujemo, še prej pa si bomo privoščili nagradno igro. Podjetje McDonald's je tudi danes priskrbelo nagrado za vas in sicer darilna bona za zajtrk v McDonald'su. Profesor Abecednik danes znova čaka na nas na številki 090 93 60 32. Potrkajmo mu na okno in preverimo, o čem neki nas danes sprašuje. Lahko izdam le to, da po besedi s 6 črkami za nekoga, ki premišlja,
razglablja o splošnih življenjskih vprašanjih. Običajno s to besedo označujemo tudi strokovnjaka za filozofijo, filozofa. Kaj neki bi lahko bila dana beseda, je torej vprašanje. Na 090 93 60 32 pa nas pričakuje profesor Abecednik. Lep pozdrav, kdo je z nami? Dober dan, Tatjana tukaj. Tatjana, pozdravljeni. Iščemo torej besedo s 6 črkami. Črka L kot Ljubljana je že znana. In profesor Abecednik nas sprašuje po besedi s 6 črkami za nekoga, ki premišlja, razglablja o splošnih življenjskih vprašanjih. Katero črko nam dajete na voljo? Morda E. E kot Evropa. Kaj pravi profesor Abecednik na črko E? Pravi, da je v tej besedi. Katero dajete naslednjo na voljo? Kot rečeno, je to poimenovanje za nekoga, ki razmišlja, razglablja o splošnih življenjskih vprašanjih. S to besedo pa ponavadi označujemo tudi strokovnjaka za filozofijo oziroma filozofa. M. M kot Maribor. Kaj pravi profesor Abecednik na črko M? Tudi ta je v tej besedi. Boste ugibali ali dajete še kakšno črko? Ne, bom ugibala. Izvolite. Bom ugibala še. Ja. Katero črko ali besedo? A morda. A kot Ankaran. Kaj pravi profesor Abecednik? Ne, žal, več sreče prihodnič. 090 93 60 32 in lep pozdrav naslednjemu. Halo, halo. Mislec. Mislec, pozdravljeni. Vaše ime? Simona. Simona, čestitke, Mislec. Resnično je tole pravilno odgovor. In kot rečeno, vaša sta bona za zajtrk v McDonald'su. Dober tek in prijeten preostanek dneva še naprej. Hvala. Simona, nasvidenje. Torej, INA3, razpis inovacij, invencij, idej. Mnogo koga je po eni strani tudi strah, da mu bo nekdo to idejo ukradel, če jo bo zlil na papir in kam prijavil. Se lahko to zgodi ali vendarle so tisti, ki pošiljajo svoje ideje, zaščiteni? So varni. Predvsem zaradi tega, ker bomo v bistvu ščitili vse, kar nam bojo poslali, razen v bistvu tistih 3000 besed, s katero opišajo idejo. In je v bistvu tudi predstavljena med idejami na panoju na gospodarskem razstavišču, takrat, ko bo na izzivi gospodarskega razvoja. Sicer pa bodo lahko sami določili, do katere mere bodo razkrili idejo. Je pa od začetka do konca v bistvu eno leto jih varuje, če se prijavijo. Pa je težko preliti to idejo na papir. Verjetno se marsikdo sprašuje, kako naj spravim to, da lahko pošljem na sam razpis? Kako najbolj preprosto? Ideja te itak prevzame in greš in spišeš, ampak sam postopek razpisa, predvsem pri INA3 te vodi na vprašanje, katero odgovoriš za napotki zraven, tako da samo tistemu slediš in seveda dodaš to, kar je v tvoji glavi oziroma kaj je nastalo iz prakse. Ni prezahtevno torej? Ne. INA3.eu, spletna stran, ki si jo velja zapomniti, torej za vse tiste, ki imajo dobro idejo. Kaj pa, če nekdo dvomi? Je možno tudi kakšno svetovanje dobiti pri vas? Bi bila to dobra, ne bi bila to dobra? Ali preprosto pogum in se prijaviti? Jaz mislim, da je pogum. Lahko se pa recimo tudi obrnete na nas, pa bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja. In sicer na info@ina3.eu ali pa na brezplačno telefonsko številko, ki je na naši spletni strani. Do 5. maja ste še podaljšali čas za prijave, tako da vse tiste, ki morda ne znajo čisto dobro preliti ali pa jim ne gre preveč na hitro od rok, imajo še čas. ina3.eu, torej stran, na katero se lahko prijavljajo. Kaj pa pričakujete? Kaj je mogoče tisto, kar v prejšnjih 2 letih ni bilo doseženo ali pa ste pričakovali, da bi mogoče bilo več invencij, inovacij ali pa idej na to temo? Ja, letos pričakujemo v bistvu 100 prijav. Prejšnje leto jih je bilo 89. Je pa tako, da v bistvu letos se lahko prijavijo tudi starejši od 41 let do 105. leta.
Tako da jaz mislim, da imajo starejši zelo veliko praktičnih izkušenj, zelo veliko idej, tudi zelo primernih rešitev. Včasih se mogoče zaprejo kakšna vrata, pa mislim, da je Ina3 res priložnost, da se odprejo kakšna nova. Ravno s tem pa naslednje vprašanje tudi povezano. Nekako se pozablja na starejšo generacijo, ki ima veliko izkušenj, veliko znanja, veliko idej, kako nekatere utečene postopke vendarle izpopolniti, pa si upajo prijaviti. Ali je pri njih ta strah še večji kot pri mlajši generaciji? Jaz mislim, da ni manjši. Nekateri se mogoče tudi soočajo s tem, da mogoče računalnik in to ne, ampak jaz mislim, da je dovolj mladih okrog, ne, da jim lahko recimo tudi pri tem pomagajo. Tako, da obvladajo računalnik. Ja. ina3.eu, spletna stran, torej, na kateri najdete vse potrebne podatke, tudi tu oddate samo prijavo uspešno. Naj jih bo še več kot 100 takšnih dobrih, da nam Slovencev ne bo manjkalo dobrih idej, uresničenih dobrih idej, ne samo takole v glavah. Hvala lepa.